To je bilo le 6 dni za mano in živel si le nekaj 10 metrov stran. Že to je napovedovalo, da bova na nek način povezana. Tvoje koreninje segajo v Šimnov rod. Tudi to je nekaj napovedovalo. In sicer ljubezen do glasbe, ki ti je bila praktično položena v zibko. Ljubil si glasbo tako, kot pred teboj že tvoj stari oče in oče. Že v rani mladosti, ko je bila harmonika še skoraj večja od tebe, si znal marsikaterega velikega muzikanta presenetiti svojo virtuoznostjo. Poleg šole si obiskoval tudi glasbeno šolo, v kateri pa se nisi počutil ravno najbolje. Za tvojega duha je bila preveč utesnjena. V tistem času narodno zabavna glasba ni bila najbolj spoštovana, tebe pa je tako zelo privlačila. Kot otroci smo se veliko družili po travnikih pod hišo in bližnjem Gulču. Še posebej si se rad družil s svojimi bratranci, Igorjem, Jožetom, Branetom, kasneje tudi z Miranom, Bojanom. Tvoja harmonika je bila prisotna povsod. Od šole do raznih prireditev, na katerih si razveseljeval stare in mlade. Bili smo ponosni nate in smo radi hodili na tekmovanja, na katera si se prijavil in bil na njih tudi zelo uspešen. Na oddaji Kar znaš, to veljaš, si postal amater leta 1986. Postal si prvak na diatonični harmoniki. Tudi tvojih drugih uspehov je bilo res veliko. A najina pot se je spet intenzivneje začela križati, ko sva se proti koncu osnovne šole začela družiti in pogovarjati o glasbi. Bil sem tvoj velik občudovalec in imel sem veliko veselja do glasbe. Nažalost, po bas kitari, ki so mi jo kupili starši, nisem imel veliko pojma. Našo vas, prav najino sosesko, se je v tistem času priselil Danilo Lukan, kasneje pevec ansambla Gašperi in odličen izvajalec Avsenikovih viš, ki je znal igrati na kitaro in peti. Ker sem bolj zgovorne sorte, sem ga na hitro obiskal in povabil, da se nama pridruži in poskusimo nekaj narediti. Razložil mi je, da ima prijatelja, ki igra na benžo in tudi poje, pa smo povabili tudi njega. In tako je nastal prvi ansambl Colorado. Seveda je bilo potrebno prepričati tvojega očeta, da lahko naredimo ansambl in da lahko vabimo pri vas. To nalogo si z veseljem prepustil meni in vem, da je bil edini pogoj, ki ga je imel tvoj oče, Slavc, le glej, da bosta šolo naredila. Nikdar ne bom pozabil, kako si me neštetokrat vprašal: Slavc, a misliš, da bo kaj iz tega? Kot velik perfekcionist si bil vedno v dvomih, pa smo z veliko vaje in finančne podpore tvojega očeta kupili prvo ozvočenje ter bili povabljeni na prvi javni nastop na Rakitno ob jezero. Ker smo bili še vsi mladoletni in brez izpita, smo naprosili mojega zdaj že pokojnega očeta, da nas je kar z avtom in prikolico odpeljal na nastop. Uspeh je bil popoln in tja smo bili tisto leto povabljeni še nekajkrat. A prišla so leta, ko smo se člani ansambla po vrsti zvrstili na služenje vojaškega roka. Nažalost se po vrnitvi nismo več sestavili. Bilo je nekaj sodelovanja z različnimi glasbeniki, vendar nič resnega. Ti pa si še naprej pridno vadil in uspešno sodeloval na mnogih prireditvah. Bil si tudi na uspešni turneji z ansamblom Marela, ki se ti je zapisala v srce in na kateri si dobil veliko izkušenj. Skupaj sva sodelovala tudi pri folklorni skupini Rožmarin. To so bila lepa doživetja in s folkloro
ki si je večkrat pridružil cel ansambl, smo prekrižarili celo Slovenijo. Oba sva si izbrala srednjo šolo in kovinarski poklic, vendar je niso obiskovala skupaj. Ti si se zaposlil v Tovilu, jaz v Litostroju. Veliko pa smo se družili v praznih praznovanjih, porokah, šrangah. Sledilo je prvo skupno dopustovanje s prijatelji na morju. Bilo nas je 12, kot apostolov smo rekli. Bil si najmlajši med nami. Tvojo harmoniko, ki so imel vedno sabo, so občudovali mnogi turisti, tako domači kot tuji. Tvoja virtuoznost na harmoniki ni prepričala samo ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Ko si zaigral svojo priredbo svetovno znane skupine ABBA, Chiquitita, kar prevodu pomeni majhna deklica, so te občudovali tudi tisti, ki sicer ne bi nikdar poslušali harmonike. In tak, kot Chiquitita, majhen otrok, si bil tudi sam. V svojem bistvu si bil preprost, malo naiven, a pošten fant, ki mu je bilo še kako mar za sočloveka. Lagati nisi znal. Vedno si resnico povedal v obraz, če tudi je bila včasih boleča. Bil si dobra duša. Včasih si del zaslužka namenil komu, za katerega se ti je zdelo, da ga potrebuje bolj kot ti. Svoje darove si razdajal naokoli, brez pričakovanja plačila. Skoraj ni minilo praznovanje v bližnji in daljni okolici, da se ne bi oglasila tvoja harmonika. A malo kdo se je res zavedal, kako vrhunski umetnik si. Okoli leta 90 sva spet združila moči. Sam sem z bas kitare presedlal na ritem kitaro in glasbena žilica nama ni dala miru. Ob popoldnevih sva se dobivala in muzicirala. K sodelovanju sva povabila basista Matjaža Repnika in nastal je trio. Pridružil se nam je še odlični pevec Jože Šarc in z nekaj truda smo poiskali še pevko. Nastal je ansambl Tomaža Novaka. Ko se nam je leta 1992 pridružila vrhunska pevka Jožica Brtnik, se je ansambl preimenoval v ansambl Krim in zvezda je bila rojena. Ansambl je požel velike uspehe na slovenski narodno-zabavni sceni. Z ansamblom smo se udeležili festivala za mojstvo v Števarjanu in osvojili laskov naslov najboljšega tria s pevcema. Na festivalu v Urberku so nas izbrali za najboljši ansambl festivala po mnenju sodelujočih ansamblov. Dvakrat smo se udeležili tudi največjega narodno-zabavnega festivala pri nas na Ptuju in obakrat osvojili Zlatega Orfeja. Neizmerno smo bili ponosni, ko smo v časopisu prebrali članek Ivana Sivca, ki je že naslovu zapisal: Prišli, videli, zmagali. Do takrat 24-letni zgodovini festivala smo bili prvi ansambl, ki mu je kot debitantu uspelo osvojiti Zlatega Orfeja. Vsi ti uspehi te niso prav nič spremenili. Še vedno si bil virtuoz na harmoniki in hkrati preprost fant. Vedno si iskal popolnost in vedno si imel največjo tremo stopiti na oder. Kot povabljenci smo nastopili tudi na koncertu Radio Ognjišče, nabito polni Galusovi dvorani Cankarjevega doma, skupaj s tvojim največjim vzornikom Francem Miheličem. Vem, da sta ti ta nastop in njegova pohvala pomenila zelo veliko. Z ansamblom smo posneli nekaj videospotov in kaseto, na kateri je bil cel kup uspešnic, ki se še danes vrtijo na slovenskih radijih. Ravno lansko leto je ansambl Banošek na 30. koncertu Radio Ognjišče z orkestrom Cantabile izvedel našo pesem z naslovom Vračam se tja, kjer sem doma. Leta 1997 je ansambl dokončno prenehal z delovanjem, ostali smo prijatelji.
Ne bom pozabil res velikega presenečenja, ki ste mi ga pripravili z nastopom na moji 50-letnici, takrat še v celotni sestavi. Pred 2 letoma smo se še zadnjič dobili pri meni, a žal že brez tragično preminulega Matjaža. Njegova smrt bratranca Igorja in bolezen tvojih staršev je počasi načenjala tudi tvoje zdravje. Harmonika se ni več oglašala tako pogosto in ko sva se srečala, se nisi več pohvalil, da spet vadiš na polno. Dokončno je utihnila 14. februarja letos. Srcu mi boš ostal kot eden največjih virtuozov na diatonični harmoniki, z neverjetnim občutkom in dušo za instrument, hkrati pa preprost, a pošten fant. Naj ti bo Bog dobrohoten plačnik za vse, kar si storil. Svojcem, svojem imenu in imenu ansambla Krim izrekam iskreno sožalje. Namesto cvetja na grob pa ansambl Krim daruje sredstva za zdravljenje malega Matica iz Škofje Loke.